Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, z tokratne oddaje Klepetalnica. V njo smo povabili na pogovor predsednika, ki je bolj iskan v tem času kot predsednik vlade, kot predsednik Republike Slovenije. Morda nekako vštric z predsednikom UEFA, ker se tudi sedaj dogaja, kar se tiče nogometa finale, to je gospod Robert Kuzmič, predsednik nogometne šole Mura. Robert, lep pozdrav. Lepo pozdravljene. Težko je priti do vas, seveda s enim samim razlogom, niti ali pa dober teden je minilo, odkar je Mura poplavila Maribor in postali ste državni prvaki. In seveda kot predsednik vsi želijo komentarje, vsi želijo intervjuje, vsi želijo. Težko uskladite zraven seveda redne službe, ki jo imate sedaj v teh prvih post-euforičnih časih čas, da seveda pridete do oziroma mediji pridemo do vas. Ja, ne bi rekel, da je glih težko, ampak glavni razlog je, ki ste ga na koncu omenili, ker pač imam redno službo in vse ostalo je pač zraven kot hobi in dejansko je pol veliko stvari, pa tudi lokacijsko, ker sem pač lociran v Trzinu, to pomeni, da pač je treba veliko usklajevanja, da se pol tudi fizično dobimo. Drugače pa, ko se tiče telefona ali drugih medijev, sem več ali manj na razpolago in tudi dejansko veliko aktivnosti smo opravili po tej tekmi, ampak tudi prej aktivnosti je skozi veliko in se pač usklajujemo, smo odzivni in moram reči, da se da usklajevati. Robert, tisti, ki vas pobliže ne pozna ali pa, čeprav je sedaj na spletni strani vse dostopno, v Trzinu živite, niste pa seveda še daleč tega, da ste Ljubljančan, ste Goričanec, Zvidonec, če se ne motim, in seveda duša, srce ostaja na Goričkem, ostaja v Prekmurju. Morda, da greva sedaj k nogometni šoli Mura, tako se sedaj imenuje klub, prevzeli oziroma prišli ste zraven po tisti drugem kolapsu, bova rekla, ne bova govorili samo o lepih stvareh, čeprav bova na koncu seveda proslavila naslov državnih prvakov, govorimo tudi o slabih časih Mure in prav takrat se izkažejo ljudje, ki stopijo, se pravi leta 15, mislim, da je bilo, ko ste zopet začeli vso zgodbo v tretji oziroma v tretji državni ligi. Ja, drži, to je praktično že tretja pravna oblika Mure, predtem je bila Mura 05 in od leta 2012 obstaja ta naša Mura, ki je še danes. In leta 2015, ko smo se pač lotili tega projekta, se tudi skrbno pripravili, analizirali situacijo, dejansko je bilo kar zahtevna, moram priznati, situacija, vendar smo nekako videli izhod iz tega in se tudi pač ustrezno tega lotili z novo ekipo, z upravnim odborom, ki je še danes isti. In moram priznati, da prvi 2 leti ali pa vsaj prvo leto smo se predvsem ukvarjali s stabilizacijo kluba kot kluba in šele pol v drugi plan je prišla tudi stroka, ki smo pa začeli skrbno načrtovati pa graditi tudi mladinsko šolo in predvsem pod člansko ekipo in napredovanje po strokovni plati. Robert, tipičen primer, pravijo, ne prideš na vrh, če vsaj enkrat se ne dotakneš dna. In to je bilo, napravili ste zdrav kolektiv, zdravo nogometno šolo in počasi stopnjevali. Ampak za nogometni klub kot takšen pravijo v 4 letih, kar ste nazaj stopili v prvo ligo, 2-krat 4. mesto, potem lansko leto naslov pokalnega zmagovalca, 4. leto v prvi ligi, kar ste nazaj naslov državnega prvaka. Nekateri zelo namerni, tudi tukaj na tem področju pravijo, da je to prezgodaj, ta razvoj prišel do naslova državnega prvaka, da ne bo šlo, da to ni po sreči, ampak to so tisti, ki so malce favšni, to je slovenska fušija. Robert, vsekakor zaslužili ste si tale naslov, ne nazadnje, zakaj bi bilo prezgodaj, zakaj ne bili na nekaj pripravljeni, ne nazadnje, saj ste že tudi bili v Evropi, v pokalu, tako da tudi to poznate. No zdaj, če smo zelo odkriti, dejansko so se stvari hitro dogajale, šli smo hitro navzgor, ampak začnemo v osnovi, ko smo si pripravili in začrtali 5-letno strategijo. In moram povedati, da sploh nismo veliko korigirali. Dejansko smo sledili etapnim letnim ciljem in določene stvari so se, moram reči, poklopile po domače, druge pa stvari pa tudi ni bilo lahko. Mi smo skozi dihali na škrge, kajti ta športni rast v strokovni plati,
zahteva tudi rast ostalega ustroja kluba in mi smo dejansko bili skozi dokaj minimalna ekipa, ki smo jo počasi širili, prepočasi verjetno in dejansko komaj dohitevali pač rezultate in v končni fazi je stvar praktično konvergirala in rezultati so tukaj in res lahko priznam, da smo kako stvar tudi celo presegli sami sebe, ampak verjeli smo v te uspehe, zastavili smo si cilje in tudi na koncu, če pogledamo to zadnje leto, naš cilj je bil predvsem zaradi stabilizacije rasti kluba, da zagotovimo tudi finančno stabilnost, da se uvrščamo v Evropo, kajti le tako se postaviš na zemljevid, le tako te pol dobiš neka prepotrebna sredstva, sploh v obdobju covida in na ta način smo cel čas funkcionirali in zdaj, ko smo pač cilj Evropo izpolnili, se je pokazala priložnost, da smo lahko tudi prvaki. Zakaj pa ne? Se nam je spet, ostale stvari so nekako šle nam opriti in zakaj pa ne bi zagrabil. In moram reči, da soboto zjutraj smo bili vsi prepričani v to od prvega do zadnjega, da gremo Maribor po zmago. Čeprav pa je to šport, vemo. In ratalo je na koncu. Prej ste povedali ravno ta balans, izenačenost. Hudo je, če je uprava nad, pa stroka, pa igralci ne izpolnjujejo ciljev. Še večji problem je, če so igralci in stroka tako visoko in takšne ambicije za nečim višjim, pa uprava tega ne usklajuje, udeleži oziroma ne zagotovi. Sedaj, ko je novo obdobje, ko se spogledujete še s čim, zopet bo treba cilje malce dvigniti, vsaj v upravi, v suporte, kajti sedaj so se tudi tako pri igralcih kot pri navijačih zopet ambicije vzdignile. Zakaj pa ne enkrat skozi kvalifikacije do Lige prvakov? To je zmerom poudarjam, mi smo dovolj ambiciozni, ampak še zmerom ostajamo na realnih tleh in tudi s tem, ko ste lepo rekli, začeli smo zelo nizko v tretji ligi, praktično na dnu in se dvigali in to napredovanje je bilo hitro. Sedaj bo vsako napredovanje manj opazno in veliko več vložka bo treba dati, da se bo tudi dejansko napredovanje zgodilo. In ena od ključnih stvari, ki nas zdaj recimo spremlja oziroma kjer imamo največje pomanjkanje, je predvsem infrastruktura. Vadbeni center, športna igrišča, kajti dejansko, če ti rabiš res zagotoviti pogoje, da lahko rasteš naprej, ker mi dejansko od leta 2017-2018 naprej uporabljamo 6-7 igrišč, ki so v okoliških vazeh, v radio 15 km in tle smo tudi hvaležni ostalim občinam, pa klubom, ki nam res grejo nasproti, pomagajo, ampak vseeno, to je preveč razpršeno, kvaliteta ni na tem nivoju, vsaj na določenih igriščih in na tem področju bomo mogli prvo postoriti korak naprej skupaj z občino, ki je lastnik infrastrukture in najti rešitve, kajti drugače bo napredek skoraj da nemogoč. Morda omemba sedaj pri infrastrukturi, to sem te vprašati, kakšni so pogoji. Reflektori so bili, potem to je bila ena euforija, zdaj bo pa Mura lahko trenirala, igrala tekme pod reflektori, tudi igrate, ampak to še morda manj pomembno kot to, kar ste, Robert, omenili, igrišče. Na igrišču se šolajo mladi igralci, prostor ne moreš dati, da zadihajo in lepo je, če je to nekje vendarle na enem mestu, potem že, kot ste rekli, radius 15 km, prevoziti, mlajši kategorije, vse to poveča tudi neke stroške v končni fazi. No, zdaj, če začneva z reflektorji, dejansko so bili to prepotrebna investicija, kajti eno so večerne tekme v večernih urah, drugo je dejansko, da se tudi kakšna ostala prireditev zgodi in da imaš tudi sploh osvetljen objekt, da se lahko normalno aktivnosti dogajajo in to je bilo šele osnovni pogoj, da lahko tudi nastopaš na evropskih tekmah. Brez reflektorov ne moreš nastopati. Tudi v prvi ligi bo zdaj pogoj, da reflektore moraš imeti. Ampak to, kot ste že rekel, če pa ti hočeš dejansko trenirati, imeti kvalitetne treninge, pa igrati tekme, tudi mladinskega pogona, šole, sigurno moraš imeti vsaj 3 do 4 igrišča dodatna, ki so kvalitetna, kjer se te aktivnosti izvajajo, kajti imamo umetno igrišče, tudi smo ga z umetno travo, ki smo ga obnovili pred 2 leti, zdaj bo že 2,5 leti in je res kvalitetno, ampak je vseeno
to igrišče bistveno bolj, bi rekel, zahtevno tudi za sam trenažni proces, kajti poškodbe so veliko bolj pogoste in tudi sklepi vse bolj trpi, kot pa na naravni travi. In tudi že pogoj nogometne zveze je, da mladinske selekcije vse 60% igrajo na naravni travi. Ravno iz teh razlogov, ki jih omenjam. Poškodbe in vse ostalo, tudi razvoj samega igralca. No, tega recimo mi navadni, ki spremljamo nogomet, ne zaznamo, ne vemo, ampak to so težave, ki mora uprava reševati potem seveda v ozadju. Nogometna šola Mura, imate v nazivu šola, ki je zašolala v tem prvenstvu pravzaprav vse. Kako pa je z vašo šolo, kako so tiste od ne vem, kje začnete, se pravi pot, pa niti ne vem vseh kategorij, pa potem do mladincev, ki prestopijo. Še vedno, tudi se mi zdi, da vaš tim članski, nekako ekipa bazira na prilivih iz mlajših vaših vrst in seveda talentiranih iz dežele ob Muri. Drži, to je naša osnova, naš temelj, kajti lastno vzgojeni igralci dejansko dajejo dušo klubu, dajejo pač nek razvoj, potegnejo za sabo dodatne, ostale kadre, ostale igralce in če začnemo pri 6 letih nekje, tudi poleg tega, da imamo približno 300 otrok že v sami šoli upisani, od 6 do 18 let, vse te selekcije zapolnjujemo, imamo dodatno krožke v vrtcih, kjer je še preko 100 otrok in tudi krožke v osnovnih šolah, tam od 1. do 3. razreda, kjer je dodatnih 100 otrok. Tako da nekje plus minus 500 otrok se vsako tedensko recimo udeležuje aktivnosti, ki jih organizira nogometna šola Mura in to pač v eno piramido pol zraste do mladincev, ki pač na koncu eni nehajo, eni grejo v nižje lige, določene perspektivne pa pač že prej probamo priključiti članski ekipi oziroma se tudi imamo dogovor za Beltinci, dogovarjamo, da pač prestopijo ligo niže in se probajo tam dokazati in prebiti pol v prvo ekipo. Tako da to je definitivno ključno, je, da imaš dobro mladinsko šolo, potem ne samo igralce, tudi trenerje. Priznam, da vsako leto delamo večji poudarek na izobraževanju samih trenerjev, tako strokovno kot tudi pedagoški del, ta športno-psihološki del. Imamo že drugo leto tudi psihologinjo, športno psihologinjo, ki nam pri tem pomaga in dejansko pol to vse konvergira v neko rast, ki pa še enkrat moram poudariti. V začetku gre hitreje, pol se pa pač vsaka nijansa bo treba veliko truda vložiti, da se je opoznala, da je napredek. Ko ste omenili trenerje, na vrhu te piramide trenerske je pač Ante Šimundža, on je že bil pri vas v nogometnem klubu oziroma prej v Muri, potem je odšel in sedaj, mislim, da 4. leto, pravzaprav, ne, z druge lige vas je popeljal že v prvo in sedaj 4 leta praktično v prvi ligi. Pravijo, konja, ki zmaguje dirko, ne zamenjaš, ne? Brško ne, tudi vi ne razmišljate, če poteče pogodba, boste poskušali še verjetno nadaljevati ali ne, to je seveda dogovor uprave, morda še je to prezgodaj, ko o tem govoriva danes, pa vendar tudi po drugi strani pravijo, da je dobro trenerja tudi, ki je uspešen, zamenjati, tako so svetovni trenerji, zamenjajo lokacijo, ker vsaki novi prinese nekaj drugega. Drži, jaz bi prvo poudaril, zame je Ante vrhunski strokovnjak, vrhunski trener, ne samo v Sloveniji, tudi širše, kaj ti dokazuje, kako je Maribor popeljal v Ligo prvakov in moram priznati, da res zelo, če pogledam nazaj, zadovoljen oziroma tudi nekako srečen, da je sprejel ta izziv, da je verjel v ta naš projekt, našo strategijo, kajti iti iz Maribora v drugo ligo v Murski Soboto je tudi za njega bilo določeno tveganje, kajti mi smo bili ljudje, ki takrat nismo bili z nekih nogometnih menedžmentov oziroma klubov in tudi za njega je bilo to, bi rekel, ena zaupanje, izziv, da skupaj ta projekt popeljamo in, kakor ste sami omenili, dejansko je šlo zelo hitro vse naprej, tudi uvrstitev v prvo ligo, pol te uspehi v Evropi, zdaj že 3. leto in na koncu najprej pokalni prvak,
pol državni, to je res nekaj vrhunskega, izjemnega. In meni je samo želja, da čim dlje to sodelovanje nadaljujemo, seveda pa morajo pogledi in cilji se sovpadati. In tudi tako je bilo sedaj. Pred dobrim mesec pa pol nazaj smo se usedli, se pogovorili odkrito, videli, da so naši pogledi, cilji skupni in da lahko normalno nadaljujemo naprej z razvojem kluba, z dosežki, ki jih pač planiramo, in tako pač smo podpisali pogodbo za naslednji 2 leti in se veselim tega sodelovanja. Vsaki klub, zlasti takšen, ki ima na igrišču 11 igralcev, pa še seveda kupico ob stranski liniji, pa še nižje, seveda je zelo pomembno kolektivni duh. Vidi se tudi recimo na višjem nivoju v Evropski ligi, v Champions ligi, da prosperira ekipa, ki diha kot eden. Vi ste urejen, ne bom rekel oglajen, ampak urejen profesionalni klub, kjer tudi na tem dosti bazirate, se pravi duh, najprej lokal patriotizma, Mura, tudi k navijačem se še bova potem spravila ali pa jih omenila, se pravi to, da trener zna vzpostaviti znotraj kolektiva, tudi tisti igralci, ki so včasih malce nevoljni, ki sedijo več na klopi, kot igrajo, so del te zgodbe o uspehu, kajti ko pa ga potrebuješ, pa je prav še poškodbe, razne druge stvari, ampak ta kolektivni duh, to, da je konkurenca znotraj igralcev, pa vendarle zdrava konkurenca in ni tako imenovane tiste fušije oziroma zavist. Ja, drži, in dejansko, če gledamo, nogomet je kolektivni šport in kolektiv mora biti tim, kolektiv mora biti ambiciozen. Drugo je pa to, kar ste omenili, znotraj kolektiva zmerom je dobrodošla konkurenca. Tudi pri nas ni vse idealno, mogoče kar zgledano zven, ampak ravno vrhunski trenerji, poleg stroke, poleg taktike, poleg vse ostale priprave, morajo znati igralce zmotivirati in tudi tiste, bi rekel, mini požare ali pa neko tlenje pogasiti pravočasno, najti rešitve in jih zmotivirati, kajti ne pol igralca na igrišču, en igralec recimo, da polovico ne da od sebe, da se malo zadrži, se že pozna. In dejansko je tudi tempo, ta igra na moč, šprinti, to je postalo toliko pomembno, da dejansko vseh, tudi vključno z golmanom, vseh 11 igralcev mora biti zmerom 100% zbrani, dihati za en cilj in biti ta ambicioznost, želeti to zmago in igrati en za drugega. Ne bom vprašal, ker verjetno ne veste kot predsednik, ampak pravijo, da si dober na igrišču, pa pomagaš vse igralce, če si tudi dober prijatelj izven igrišča, se vaši nogometaši družijo tudi v zasebnem življenju. To bi morda bil pravi pokazatelj tega. Drži, in tudi pri nas je tako, eni so pač malo več doma, ki imajo svoje domačije in družine in živijo tukaj v bližini, pol imamo tudi najeta stanovanja, kjer živijo fantje skupaj določene in se pač malo več družijo, ampak v končni fazi so pa dejansko tim in se več ali manj družijo in so res ta prava banda, kot pravijo naši Prekmurci. Greva k navijačem, tole leto nazaj je bilo za klub, za vas, za upravo, ne nazadnje, ni bilo prihodkov strani ogleda tekem, ni bilo tega drugega. Za navijače pa še težje, po mojem, kajti gledali so nadaleč, poslušali, navijali vsak v svojem srcu. V zadnji tekmi se je odprlo v Mariboru, se je že podalo nekaj navijačev, ker so se pač ti ukrepi v povezavi s pandemijo COVID-a nekako malce razrahljali, oblažili, vsi pa verjetno čakate tudi vi, da bi na jesen, ko bo štartalo novo prvenstvo, pa kvalifikacije za Ligo prvakov, da bi stadioni zopet bili polni in Murin bo poln, to sem prepričan. Ja, definitivno, gledajte, nogomet se igra izključno za gledalce in brez te kulise, brez tega euforije, želje, navijačev, brez tega enostavno nogomet na dolgi rok ne more obstati. In to smo zdaj videli, kako je to bilo z ene strani, tekme so bile kot prijateljske tekme, trening tekme, ni bilo tej pravih naboja, žara, igre, mislim, stadioni niso dihali. Drugo pa, kot ste rekel, vsi praktično od prvega do zadnjega kluba smo bili postavljeni pred dejstvo, ki ga noben ni predvidel. In eni teže, drugi lažje, ampak se je bilo treba prilagoditi in nekako preživeti. In za nas je bil to izreden udarec, kajti čeprav ni budžet recimo tudi za slovenske, predvsem za
evropsko merilo velik, ampak še zmerom tretjina bazira na prodaji kart, na delu bara, prodaji artiklov. Tega zdaj praktično ni bilo niti 20% v celotni sezoni. In nekako smo mogli ta gap premostiti. Hvala Bogu, lani je bila Evropa, ampak zdaj proti koncu sezone ste videli, se je počasi začelo sproščati. Tudi proti Domžalah smo že 20% stadiona napolnjeni, je bila čisto drugačna tekma. In Mura se ve, jaz mislim, da ima res sveste, pristne navijače, tudi naši Black Ringosi, moram reči, da smo iz leta v leto bolj sodelovali, več jih je bilo, ta prava podpora in 12. igralec, po drugi strani pa spet skozi to mladinsko šolo smo pritegnili toliko staršev, dedekov, babic in da je to res ratala ena družina in tak, bi rekel, družinski klub, ampak ta družina je Prekmurje-Pomurje, ki za sabo potegne tudi širše. Marsikaj imamo zdaj že navijaške skupine, od Kočevja do Ljubljane, na Primorskem, Gorici in ključno je to, da se ta dobra, bi rekel, namera, dober duh širi tudi skozi šport in da dajemo zgled tudi ostalim in da potegnemo za sabo tudi marsikeri klub, ki mogoče ni zdaj še v tej fazi. Robert, se mi zdi tudi, da tile odnosi sedaj, ko se še bo to bolj sprostilo med navijači, prej so se dogajali še celo pretepi, marsikaj, kar ne sodi ob rob športa, ne? Ampak se mi zdi zdaj, ko so vsi navijači željni, vaše navijače, vašo ekipo so v Ljudskem vrtu zelo lepo sprejeli tudi Mariborčani. Se mi zdi, da se tale odnos morda zaradi tega, ker niso bili dolgo na stadionu in si želijo druženja z drugimi navijači, spreminja. Zdaj, da bo kak incident, tega verjetno nikoli ne bomo mogli predvideti pa izključiti, ampak definitivno tudi eno področje v športu, kjer se ga mnogo dela na njemu, ne samo mi, tudi ostali klubi, ostale športi, dejansko ta kultura navijanja je dobrodošla in mora tudi počasi rasti, ker to, kar je bilo v Ljudskem vrtu, res lahko samo pohvalim mariborske navijače, vseeno so športno na koncu sprejeli poraz, pohvalili Anteja, pohvalili naše igralce, ste slišali, smo videli vsi, kako so na koncu jim ploskali in to je že en odraz, da se eno tudi gledalci, navijači zorijo v tem. To je pač tudi moja želja, da se to izboljša. Definitivno pa se ne bomo mogli izogniti, da pride do kakih situacij. Se eno na koncu so navijači, ki imajo to možnost in pač svobodo, da navijajo po svoje. Za vami je seveda velika tekma, velika zmaga. Ni niti sence dvoma o uspehu, o zasluženem naslovu. Je pa res, tudi to ste dokazali, vse je bilo v vaših nogah, niste bili odvisni od nobenega rezultata na drugih tekmah, ampak samo zmaga vam je štela, celo to, da ste bili verjetno pod nekim psihološkim pritiskom bolj kot Mariborčan, ki je zadostovalo neodločen in ste zmagali. Ampak s tem, ko ste postali prvaki, je uprava kljub verjetno kakšnega praznovanja že začela razmišljati. Na eni strani stroka o tem, kako bodo izgledala nova nogometna šola Mura oziroma enajsterica in igralci prve ekipe na eni strani in na drugi strani, to se vi verjetno toliko ne boste spuščali, na drugi strani vi, da zagotovite, morda želje trenerja, ostali, in da zagotovite sredstva. Bili ste v Evropi, se mi zdi, da vendarle tale Evropa daje nekaj, vendar več neko dodano vrednost, neki denar, na katerega seveda tudi lahko računate. Predvsem pa morate sestaviti novi finančni načrt in jaz sem prepričan, kljub temu, da je pomursko gospodarstvo bolj takole, tako ne, da se bo sedaj našlo med gospodarstveniki dovolj interesa, ki ga bo Mura lahko vrnila na takšen ali drugačen način, da bodo tudi vložili finančne sredstva v nogometno šolo Mura. Drži, no zdaj, če začnejo z euforijo, dejansko je bilo veselje, nepopisno, sobota, nedelja, tudi verjetno še traja marsiki, tudi mi smo še zmerom veseli, ampak se zavedamo te odgovornosti in dejansko smo že pristopili od nedeljka naprej, normalno cel stroj, tako strokovne, sključno z Antejem, se pogovorili, potegnili črto, začrtali smernice oziroma te prve korake, ki so nujni, kajti zdaj sami igralci dejansko imajo 2 tedna počitka, začnemo z 6. zbor in 7. že s treningi, ves ostali stroj pa skrbi že za pripravo na evropske tekme, za pomanjkljivosti oziroma stvari, ki jih moramo pripraviti do začetka nove sezone in tudi, če pogledamo nazaj, ja, Evropa ti da
prvo eno izkušnjo, drugo prepoznavnost, tretje pa vsaj za manjše države pa manjše klube prepotrebna sredstva, ki jih drugače v lokalnih okoljih težko dobijo, kajti vsi vemo, recimo, če samo našo, rečemo tako, bivšo Jugoslavijo pogledamo, tle so prihodki od TV pravic smešno nizki, da bi mi računali, da karkoli iz njih lahko pokrijemo. Recimo do zdaj za primerjavo je bilo med 80 pa 85 tisoč na leto in to komaj da pokrije sodniške stroške v normalnem letu, ki jih imamo v vezi z organizacijo tekmovanja prve lige. In zato je ta Evropa toliko pomembna za manjše države in tudi ta filozofija, da se pol tudi lažje razvijajo in nekako prebijajo skozi svoje budžete. Tako da pravim, ta izkušnja, ta izziv, mislim, ki je bila, nam je veliko dala tudi v organizacijskem smislu, kajti smo pač dobili nek nov zagon, nov pogled, izkušnje drugih klubov in to tudi pol uporabljamo pri svojem delovanju in pri nadgradnji ustroja. Robert Kuzmič, predsednik nogometne šole Mura, če se bo tam verjetno lice ali pa zunanjost ekipe kaj spremenila, nameravate tudi vi v upravi, koga še privabiti, seveda vabljeni so vsi, dobro misleči, z kakšno marketinško potezo, vi ste jih kar nekaj v tem obdobju imeli, razne akcije, takšne in drugačne, ki tudi prepoznavnost Mure potem dajo bolj na široko in priložnost tudi ostalim vlagateljem, bova rekla, v vaš klub. Ja, zdaj, če začneva spet skozi to covidno obdobje, predvsem velika akcija je bilo tudi na račun tega, da smo držali stik z navijači. Recimo, prodali smo 10 000 kart, da smo si tudi dobili nekaj prepotrebnih finančnih sredstev, ki je za sprotno obvladovanje pač finančnih obveznosti. Potem za sponzorji, ki jih imamo, ali pa podporniki, donatorji obstoječimi, smo kar nekaj programov, bi rekel, pripravili in jih tudi uspešno izvedli, tako da moram priznati, da od vseh bi rekel, naših obstoječih sponzorov imamo samo pozitivne odzive in dejansko za vsemi nadgrajujemo sodelovanje iz leta v leto. Po drugi strani pa smo se s tem, ko smo pač bili v Evropi, ko smo zdaj postali pokalni prvaki, državni prvaki, vseeno zgradili za Prekmurje velik brand, ki se ga da izkoristiti še širše. In to predvsem to povezovanje preko poslovnih vez, preko raznih branž, recimo turizem je prva taka, ko so recimo bili te evropski klubi pri nas, nismo recimo z Danske, z Nizozemske, to jim je bilo ena lepših pokrajin, ki so jih sploh videli, ko smo jih malo okrog pelali in marsikdo se bo še vrnil, samo da se to obdobje konča. Pol drugo, vse te tekme omogočajo tudi, da se sponzorji med sabo povezujejo, da en druga stimulirajo, da si izmenjajo informacije in na ta način vidimo, da je to kot en ekosistem, ki bo lahko pol sam še rastel in tudi rad bi se zahvalil. Vsako leto je tudi več teh manjših podpornikov, domačih, iz domačega okolja, ki so prepoznali pač tudi to, da z ene strani nas podpirajo, z druge strani pa tudi neko svojo, bi rekel, dodano vrednost, da skozi to sebe promovirajo in se pač pridobijo neke dodano vrednost skozi Muro. In to je tisto, kar mora rasti skupaj z okoljem in da pol to tudi razširimo na mednarodno področje, kar je pa moj cilj. Super. Ne nazadnje, rekli ste, kopica staršev od vaše šole, navijačev, zdaj se je zbralo tudi po tekmi Murski Soboti, vendar so vas pričakali tako ali tako z ovacijami tisoče ljudi, niti niso pomislili na kakšne varnostne zadeve glede tega, ampak to je oprosljivo, to nam bodo tudi drugi. Ti ljudje, pa še potem navijači in vse drugo, da se tudi napis na stadionu pojavi z nekim imenom vlagatelja, že to je, ker to vidi, pa še TV prenos to vidi potem ob enem 20-30 tisoč ljudi mogoče. To je to, ne? Drži in tudi v pik tekme, recimo to tekmo, prvi polčas je ogledalo po neki statistiki, pa tudi drugi, okrog 150 tisoč gospodinstev, to ne pomeni priključkov, to ne pomeni ljudi, ljudi še bistveno več. Tako da to je res doseg, je velik in pač vsi vemo, nogomet je šport številka ena v svetu in ima tudi največjo bazo in tudi največji doseg, če gledamo po razpršenosti, po število porabnikov oziroma potencialnih ljudi, ki jih doseže. Najpomembnejša postranska stvar, pravijo včasih, taka zguljena fraza, in ne nazadnje dokaz več z nogometno šolo Mura, da se najboljši nogomet v Sloveniji igra. Deželi v Muri, kar smo vedeli, mi že, ki smo tukaj, ampak sedaj se to dalo lepo tudi realizirati in dati na papir.
Ne bo hipotetično vprašanje, Robert, morda ob koncu tega najnega pogovora, pa vendar. Mura, če preide kvalifikacije in bi se recimo uvrstila v skupinski del tekmovanja, lahko da. Navijači to celo morda pričakujejo, seveda odvisno od skupine, kje, kako. Potem v Murski Soboti se ne bo dalo igrati. Se že kaj razmišljali o tem, kam boste selili domače tekme? Glejte, to je zmerno tako, da preden ti dobiš licenco za igranje v UEFA tekmovanjih, moraš tudi to predvideti in že predhodno zagotoviti stadion, ki pa to omogoča. Mi smo že lani tretje kolo igrali doma, v primeru, da bi se uvrstili naprej, bi igrali v Mariboru. In tudi letos smo se pač ustrezno, ko smo zaprosili za licenco, pač dogovorili z Mariborom in bomo pač tekme odigrali v Mariboru. Navijači ne bodo imeli daleč, tudi verjetno, kot smo videli na zadnji tekmi, Mariborčani so čestitali korektno Morašem in potem še mogoče kaj več, seveda, ker bo vse bilo za slovensko ekipo. Drži, ampak zdaj, če ostaneva pri tem, kalkulacije je veliko, tudi zdaj je dodatna konferenčna liga, ampak mi se zdaj preveč s tem ne obremenjujemo. Mi gledamo, da čim bolj pripravimo ekipo, da pridemo čim dlje in da čim dražje prodamo našo kožo. Seveda bi si pa vsi želeli skupinskega dela, to ni nobenega dvoma, ampak vemo, da je to zelo daleč. Bova rekla step to step ali korak po koraku in potem lahko eni in drugi stroko tudi vi nekako štric ali pa malo nad njimi spremljate. Veliko energije, veliko, bom rekel, vsega drugega upravljene, kajti vi sami kot predsednik ne morete postoriti praktično nič, že veliko, ampak uprava je tista ljudje, ki so odzadaj, ki imajo zopet iz uprave pomočnike, kajti takšna zgodba, kot je zgodba nogometne šole Mura, zahteva ustroj. Pravi ustroj, vi ste samo tisti vrh piramide, bova rekla, ki malce to nadzira, kontrolira in pelje vaš klub korakoma naprej. Kako daleč, kakšne so vizije kluba? Drži, tako bi moglo biti dejansko, mi še zmerom precej operativno vključeni, kajti smo mala ekipa, glede na to, kje smo poddimenzionirani, ampak tudi o tem razmišljamo, da se širimo kot ekipa. Dejansko tudi zdaj, če vprašate, kako naprej, vidimo nekako neko srednjeročno zgodbo zdaj do 100-letnice Mure, ki bo leta 24 in bomo vse postorili, da Mura ostane na tem nivoju, da se še naprej razvija in da tudi dostojno dočakamo to 100-letnico. Čestitke za nazaj, za naslov državnega prvaka, prenesete ga tudi ostalim v klubu in seveda srečno v novi sezoni 21-22, tako na domačih igriščih tleh, kjer bomo zopet stiskali pesti, kakor tudi na mednarodni sceni. Vse dobro in predvsem zdravja, dobre volje ne manjka, veliko energije, pa bomo še proslavljali lahko takšne doseže, kot je naslov državnega prvaka Športnega društva Mura. Čestitke. Hvala lepa. Dame in gospodje, ljubitelji športa, to je bil pogovor z Robertom Kuzmičem, predsednikom nogometne šole Mura iz Murske Sobote, ki je letošnji državni prvak. Kakopak, zasluženo in zato čestitke vsem. Vsem znotraj kluba, kakor tudi tistim, katerih srce bije za črno-bele. Do prihodnje oddaje Klepetalnica vam želim vse dobro, zdravja in sreče.